16. oktobra 2013 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal mednarodni strokovni posvet Beton in trajnostna gradnja, betonska vozišča, ki so ga pripravili Združenje za beton Slovenije, Združenje slovenske cementne industrije in GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Udeležence so uvodoma pozdravili magistr Gregor Ficko, direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste, dr. Jakob Šušteršič, predsednik Združenja za beton Slovenije, Hajmo Primas, predsednik Združenja slovenske cementne industrije in magistr Jože Renar, direktor GZS, Zbornice gradbeništva in IGM. Prav v krizi gospodarstva in krizi gradbeništva ste se odločili za posvet o betonu in trajnostni gradnji. Kaj od tega posveta pričakujete, kaj je njegov namen? Naš namen je, permanentno delamo na tem, že od nekdaj delamo na betonu in smatramo, da je beton primeren tudi za to vrsto gradnje. Posebno morda ta prislovica, ki reče, kako že rečejo, nisem toliko bogat, da bi gradil tako poceni. Morda je to tisto, ker v začetni fazi res beton lahko draži, seveda ob upoštevanju vseh vzdrževanja in tako naprej do konca in pričakujemo daljšo življenjsko dobo. V tem primeru pa je ta stvar lahko cenejša in tisto, kar je zelo pomembno, trajnejša. To je tisto, kar imamo tudi namen teh posvetov, za, kot v naslovu že rečemo, trajnostna gradnja. In smatramo, da je eno možnost betonskim voziščem to tudi doseči. Kaj pri cestah pravzaprav pomeni ta trajnostna gradnja? Ta trajnostna gradnja pomeni to, da promet teče nemoteno, da niso potrebne neke vzdrževanja so, oprostite, to je normalno, ampak ne sanacija, to se pravi, da nam poteka lahko permanentno promet, tisto, kar je najbolj važno za nas vse skupaj in mislim za naše gospodarstvo predvsem tudi. Imamo v Sloveniji že dovolj znanja, pa tudi izvajalcev, da bi lahko začeli z dobrimi praksami na voziščih? Ja, tako bi rekel, znanje je, drugo so pa seveda zdaj tisto hudo vprašanje, ki imamo zdaj zelo velik problem v Sloveniji teh izvajalcev. Nažalost je veliko teh gradbenih podjetij, ki so bila čas sposobna in so delala in so imela tudi opremo za izgradnjo teh betonskih vozišč, več ni. To je tisto, kar nas morda malo žalosti in ovira, ni pa ovira ne samo, da imamo voljo, je več ljudi takih, ki obvladajo, to se pravi, pa tako, kot je danes, tak posvet si predstavljamo sigurno z nekim sodelovanjem rečva zunanjih sodelavcev, predvsem rečva zdaj, ali je to kjerko podjetje sposobno si nabaviti tako drago opremo. To je zdaj vprašanje, verjetno se je pa lahko sposodi ali pa lahko uporabi vsaj v začetni fazi povabimo zunanjega izvajalca. To bo neminovno potrebno, tako kot imamo danes prav današnji posvet, kjer se v bistvu želimo prikazati, da v tujini imajo tega zelo veliko in je smiselno tudi uporabiti. In kakor še enkrat poudarjam, ni ta namen naš, da bi zdaj rekli, asfalt ni za nič, ali pa mi hočemo samo kritično reči, kje lahko uporabljamo beton in kjer lahko uporabljamo asfalt, ali pa tudi kombinacija le-tega. Danes je to prvi v nizu posvetov, dejali ste, da naj bi postala tradicionalna, bo tako? Ja, to je naša želja. To je naša želja in v bistvu zdaj smo začeli z betonskim voziščem, upam, da bomo potem lahko tudi, če bo aktualno, tudi o tem razpravljamo, rečemo, če bo to čez leto, čez 2 leti. Na vsak način se pa želimo to hraniti in v tem upanju, jaz upam, da upanje umre zadnje. Danes na Gospodarski zbornici Slovenije poteka posvet na temo trajnostna gradnja, betonska vozišča. Zakaj ta posvet, zakaj beton, kaj pričakujete?
Torej, beton je znan gradbeni material že 2000 let in v teh časih turbulentnih, v katerih živimo, ko prihaja do novih ocen, tako ekoloških kot ekonomskih za posamezna gradiva, je prav, da se tudi vloga betona ponovno izpostavi, ponovno osvetli z vseh strani in ugotovi pravzaprav za kakšne objekte in kje je najbolj primeren. V Sloveniji smo, kar se cest tiče, beton niti nismo ne vem koliko uporabljali, čeprav kot osnova verjetno marsikje, vendar poznamo bolj asfaltne prevleke. Vendar z temi spremembami, pa tudi z načinom financiranja, kjer bo recimo mogoče več javno-zasebnega partnerstva, je prav, da se vsi seznanijo pravzaprav z novostmi ali pa z izkušnjami, ki izhajajo iz cele Evrope. In mislim, da je za to zadeva potrebna, namreč tudi izvajalci, projektanti, uporabniki morajo seveda te stvari spremljati. Sledila so 4 zanimiva strokovna predavanja. Likren iz Evropskega združenja za betonska vozišča je spregovoril o trajnih betonskih voziščih kot trajnostni rešitvi za evropsko cestno mrežo. Johannes Steigenberger iz Avstrijskega cementnega združenja je predstavil avstrijske izkušnje z betonskimi vozišči, poljske izkušnje na betonskih cestah pa Piotr Kijovski iz Poljskega cementnega združenja. Jernej Mrzel iz Gorenjske gradbene družbe je predstavil izkušnje pri gradnji cementno-betonskih vozišč v Sloveniji. Posvet se je zaključil z okroglo mizo o prednostih in slabostih betonskih vozišč, ki jo je moderiral predsednik organizacijskega odbora dr. Tomaž Vuk. Glavna prednost betonskih cestišč, ki je običajno razlog, da se za beton sploh odločamo, je to, da je v svojem življenjskem ciklu, oziroma v uporabni dobi, da so stroški investicije in vzdrževanja nižji kot pri asfaltnih cestah. To je veliko bolj res tam, kjer so ceste bolj obremenjene in kjer so tudi, stroški vzdrževanja asfaltnih cestišč, ki niso toga, bistveno višji. Zdaj, dodatno, kar se stališča trajnostnega razvoja lahko reče, je pa to, da recimo so nekateri vidiki, ki lahko vplivajo k manjšim vplivom na okolje. Predvsem tukaj govorimo o manjši porabi goriva na prevožen kilometr, zlasti pri tovornem prometu. Potem zaradi barve so te površine veliko bolj svetle kot v primeru asfalta in zlasti v tunelih je to pomembno, ker lahko potem zmanjšamo z dimenzijo samega osvetljevanja. Potem v samem smislu dobrobiti za družbo je pa s tem, ko imamo na tem cestišču manj vzdrževalnih posegov, je tudi pretočnost prometa boljša in potem zagotavljamo neke funkcije, ki naj bi cesta imela bolj trajno. Se vam zdi, da bi v Sloveniji že lahko začeli z uveljavljanjem dobrih praks na voziščih, imamo dovolj znanja? Ja, se mi zdi, da neko učno fazo smo v Sloveniji naredili, nekaj odsekov zlasti na avtocestah je bilo zgrajenih z betonom. Res je pa, da z pojavom krize in z problemi, ki jih imamo v gradbeništvu, so se ekipe, ki so to počele, nekako razpustile, tako da bi iz tega stališča pa morali mogoče začeti znova. Ampak na vsak način za neke manjše objekte bi bili sposobni tudi danes jih izvesti v betonu. Kako pa ocenjujete današnji posvet? Ja, ocenjujem ga tako pozitivno. Najprej kot bi rekel ta organizacijski odbor, kot član tega odbora sem presenečen nad številom udeležencev in vesel, da je toliko ljudi na ta posvet prišlo. In se mi zdi, da tudi potem diskusije in vprašanja, da so bila tako pozitivno postavljena, tako da smo odprli vse relevantne teme, ki so povezane z betonskimi vozišči.